Spoštovane gledalke in gledalci slovenjebistriške kabelske televizije, lepo pozdravljeni v prvih dneh februarja ali svečana, v katerem obeležujemo nekaj pomembnih praznikov in obletnic in drugih tradicionalnih dogodkov. Ta teden je bila svečnica z blagoslovom sveč in konec božičnega časa ter simbol razsvetljenja duha. S tem praznikom pa je povezan tudi eden slovenskih pregovorov, ki pravi: ako je svečnica zelena, bo velika noč snežena. Sledi 8. februar, praznik slovenske kulture in čas, ko zaslužnim na področju kulture vročimo tudi priznanja za njihovo delo. Potem je tukaj še pust, ki naj bi preganjal zimo, in Valentinovo, praznik zaljubljenih. Je pa bil pretekli konec tedna v domačem okolju v znamenju pomembnih dogodkov, ki smo jih uvrstili v današnjo informativno oddajo, zato ste vljudno vabljeni k ogledu. Nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan na obisku v Slovenski Bistrici, kjer je zgodovinar dr. Božo Repe ob povezovanju Mirka Munde predstavil knjigo z naslovom Milan Kučan, prvi predsednik. V Poljčanskem domu dr. Jožeta Potrča odprli nov prizidek za potrebe stanovalcev z demenco. Slovenjebistriški občinski svetniki na izredni seji potrdili sodno poravnavo glede plačevanja najemnine. Atletinja Saša Babšek in boksar Aljaž Venko, športnika leta 2015. V rubriki Lokalne novice tokrat o 3 dogodkih, ki bodo gotovo pritegnili vašo pozornost. Delavsko-prosvetno društvo Slovenska Bistrica in Zavod za kulturo sta ob bližajočem se slovenskem kulturnem prazniku vabila v četrtek 28. januarja na predstavitev knjige Milan Kučan, prvi predsednik, ki je bila v Viteški dvorani Slovenjebistriškega gradu. Na predstavitvi sta sodelovala Milan Kučan in avtor knjige Božo Repe, pogovor pa je povezoval Mirko Munda, medtem ko so kulturni program izvedli člani Delavsko-prosvetnega društva Slovenska Bistrica in vokalna skupina Vivere, ki je zapela gostu Drago prekmursko narodno. Svojo politično pot je začel kot predsednik Zveze socialistične mladine, bil sekretar Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, nadaljeval kot član sekretarijata Zveze komunistov Slovenije, bil član predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. Leta 2004 je sodeloval pri ustanovitvi političnega društva Forum 21 in kasneje postal njegov predsednik. Je častni član mesta Ljubljana. Avtor knjige o življenju in delu Milana Kučana je dr. Božo Repe, eden vodilnih raziskovalcev novejše zgodovine, bralca pa popelje skozi čas od Kučanovega otroštva do danes in niza okoliščine, v katerih je deloval predvsem kot predsednik. Knjiga je šla leta 2015 na 760 straneh z več kot 200 fotografijami. Milan Kučan ima, kot je pojasnil v uvodu, lepe spomine na Slovensko Bistrico, pojasnil pa tudi, kako gleda na pisanje spominov. Dober večer, gospod župan, dober večer, spoštovane Bistričanke, Bistričani. Hvala za tako lep, prijeten sprejem. Na Bistrico, to bi rad povedal, imam lepe spomine in sem zmeraj rad prihajal v Bistrico tudi kasneje. V letih 51 in 52 sem bil dvakrat tu v zdravstveni koloniji in da sem preživel in živim še zdaj, hvala za čestitke ob rojstnem dnevu, ima torej tudi Bistrica neke zasluge, ker sem si upomogel takrat po teh zdravstvenih kolonijah. Zdaj, ta
sprejem je bil seveda zelo prijeten, teme, o katerih se bomo pa nocoj pogovarjali, oziroma se pogovarjali, so manj prijetne, so pač težke teme, ki zadevajo našo preteklost, sedanjost in deloma najbolj tudi prihodnost. Vprašanje, gospod Mirko, zakaj nisem pisal in ne nameravam pisati spominov. Jaz sem prebral veliko spominske literature, ne samo slovenske, ampak tudi svetovne, in hočeš, nočeš, sem prišel do sklepa, da so spomini tudi najbolj pošteni v bistvu pisani spomini za nazaj, ko človek zapade v skušnjavo, da z vidika časa, v katerem piše spomine, gleda na svojo vlogo v preteklosti in da se mu dostikrat zdi, da je potrebno popravljati in ga je potrebno postaviti v drugačen kontekst, kot je v resnici bila. Tako da so spomini seveda pomemben dokument pričevanja nekega časa ljudi, ki so imeli v tem času kakšno posebno vlogo, ampak meni se pač do zdaj ni zdelo vredno ali pa ni zdelo pomembno pisati spomine, še posebej tudi ne zaradi tega, ker bi se ti spomini morali dotikati ljudi in njihove vloge, tako kot sem jaz doživljal in ki ni zmeraj takšna, kot so jo pisali v svojih spominih. In se mi zdi, da je danes pred slovensko družbo in državo veliko pomembnejših nalog kot prepir o tem, kdo kako vidi kakšnega človeka v njegovi preteklosti. Da sem se pa odločil sodelovati z doktorjem Repetom pri pisanju te biografske knjige, je pa seveda razlog drug. Jaz jo predvsem nisem razumel, že takrat, ko so se dogovarjala, da bo to predvsem moj življenjepis, ampak da bo to pričevanje zgodovinarja, strokovnjaka v nekem času, ki smo ga mi živeli in v katerem sem jaz imel pač neko vlogo, ki je v tej knjigi opisana tako, kot jo vidi doktor Repet. Če bi mogoče pisal knjigo drug, bi bila pa lahko ta vloga videna drugače. Mirko Munda, novinar in publicist, je Milana Kučana ter Boža Repeta vodil skozi čas naše skupne preteklosti in njunih videnj nekaterih zgodovinskih dogodkov, pomembnih za našo mlado državo. V petek, 29. januarja, je bilo še posebej slovesno v socialno-varstvenem zavodu doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, ki so odprli nov prizidek za potrebe stanovalcev z demenco. Še posebej pa so ponosni na evropski certifikat kakovosti po modelu E-Qualin, ki zadeva kakovost bivanja v domu starostnikov. Kot se za take dogodke spodobi, so tudi tokrat stanovalci skupaj z zaposlenimi izvedli topel kulturni program, kar pa dokazuje dobro počutje v domu, ki ne predstavlja samo 4 sten, temveč zares drugi dom, ki ponuja obilo možnosti za bogatitev jeseni življenja. Slovesnosti so se udeležili predstavniki lokalne skupnosti, pristojnega ministrstva, drugih domov ter ostali gosti. Dom, kakršen je danes, je plod dolgoletnih prizadevanj in odrekanj, danes pa sodi med najlepše v Sloveniji. Nič sivih pročelij, temveč živost barv, ki se zlivajo z naravnim okoljem in pogledom na Boč ter okolico, v njem pa trenutno biva 230 stanovalcev. Občinski svet občine Slovenska Bistrica je v ponedeljek 1. februarja nadaljeval drugo izredno sejo. Po daljši razpravi so svetniki potrdili predlog sodne poravnave med hišami prihodnosti, novo KBM, osnovno šolo Antona Ingoliča, vrtcem Otona Župančiča in občino Slovenska Bistrica glede višine plačila najemnine. Za komentar odločitve smo povprašali župana dr. Ivana Žagarja. Glejte, mi pač se že zdaj kar nekaj časa ukvarjamo s saniranjem teh občinskih financ, tudi te podelitve te stavbne premice, ena od teh zgodb, kjer je celo prišlo še do razkoraka med pogodbami, ki so bile podpisane, in iz tega naslova gre ta poravnava. Zdaj na sodišču je bilo to že izgubljeno, tako da je občina kot solidarno odgovorna do obeh dveh zavodov tako ali tako to dolžna poravnati. Postavlja se samo vprašanje o tem, ali torej zdaj
poravnamo to skozi to poravnavo, ne, ali pa pustimo, ne, da bomo vsakokrat se zgodbe ponavljale na sodišču oziroma da bodo pač te izvršbe dane in bomo iz tega naslova imeli samo še dodatne stroške. S tem se nismo posegli še na tisti del, ne, ki je vezan na odkup stavbnih pravic po koncu torej te pogodbe veljavnosti, ne, ker bi naj šlo za odkup, s tem, da je pa to ni težava, pa ni samo pri tej stavbni pravici, ampak še pri dveh drugih. Tam smo v zelo enaki situaciji in gre za to, kot sem tudi že predlagal, da bi pa lahko seveda skozi zdaj, ker je pač odprt zakon o javnih financah, sanirali tudi ta del. Torej to, da občina ne bi rabila več objekta, ki ga bo že enkrat plačala skozi najemnino, potem še do polovice odkupiti, ne nazadnje tu ne gre za nobeno tržno dejavnost, ampak v bistvu gre za šolo, za vrtec, in da se v zakonu o javnih financah napiše pač, da občina vrne tisti del, ki ga je pridobila skozi podeljeno stavbno pravico. Kot velja zdaj v primeru občin, ki so stavbno pravico podelile brezplačno. Zdaj Bistrica takrat, ko je to naredila, tega ni naredila na tak način, ampak je zato dobila nek določena sredstva. Verjetno je bilo korektno, da se pač ta sredstva sicer vrnejo torej temu izvajalcu, ampak to in nič več. Sicer pa moram reči, da jaz sam osebno nisem niti približno zagovornik podeljevanja stavbnih pravic, ker se zavedam tega, da je to najdražji način pač kreditiranja. Jaz sem temu pravzaprav celo več čas tudi nasprotoval. Vedno v tistem času, ko so bile te stavbne pravice podeljene, takrat je očitno občina bila zadolžena že do te mere, da sploh ni mogla več izvajati nekih dodatnih investicij brez na takega načina. Je pa res, da so takrat s tem načinom pravzaprav naredili obvod, kar se tiče zadolževanja občin, ki je limitiran. Svetniki so obenem pozvali nadzorni odbor, da nekako preveri način podeljevanja teh stavbnih pravic. Ja, gledajte, bil je sprejet tudi sklep, da se pač preveri način podeljevanja, vse, kar je s tem povezano, in nenazadnje se ugotovi tudi odgovornost, kar je tudi prav. V petek 29. januarja so v športni dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica slovesno razglasili najboljše športnike in športnice v občini Slovenska Bistrica za leto 2015. Že drugič zapored je športnica leta postala Saša Babšek, članica Atletskega društva Slovenska Bistrica. Lani je med drugim v troskoku prvič preskočila mejo 14 metrov. Najprej hvala za čestitke. To priznanje mi res veliko pomeni, saj to mi je še dodatna motivacija za naprej, še posebej v tem letu, ki jo potrebujem res veliko, in pa tudi dokaz, da gremo v pravo smer in delamo pravilno. Rekli ste, da je seveda motivacija za naprej, torej za to leto za olimpijske igre. Manjka vam še 14 cm za normo. Verjamemo, da vam bo uspelo in tudi vi napovedujete to. Res je, jaz v to normo verjamem in si jo tudi zelo močno želim, saj so to moje sanje, ki pa upam, da se mi letos uresničijo. Prvič so za športnika leta izbrali boksarja Aljaža Venka, ki je osvojil 5. mesto na evropskih igrah, na svetovnem prvenstvu pa je bil 9. Ja, vsekakor to je zame eno lepo priznanje. V bistvu kar nekaj let sem se trudil in zdaj mi je končno uspelo. Še vedno ste v igri za nastop na olimpijskih igrah, tako vas čakata dva kvalifikacijska turnirja. Kako ste torej pripravljeni oziroma kako se boste pripravljali za ta dva nastopa? Ja, vsekakor letos so poleti olimpijske igre, v bistvu to je nekaj največji cilj letos za to leto. V bistvu čakamo še aprila in junija te kvalifikacije. Najprej evropski turnir, kvalifikacijski, nato še svetovni kvalifikacijski turnir. Zdaj v bistvu začel bom počasi, oziroma zdaj za februarjem začel stopnjevati formo, tako da čakajmo prve tekme, tako da jaz upam, da mi uspe že na prvem turnirju in vsem treba iti na druge kvalifikacije. Priznanje za najboljši kolektiv je prejel judoklub Impol, ki je tudi najboljša ekipa v individualnih športih. Medtem ko so za ekipo leta v kolektivnih športih izbrali futsal klub Kebel.
Na prireditvi, ki sta jo tudi letos pripravila Športna zveza Slovenska Bistrica in tednik Panorama, so skupaj podelili kar 183 priznanj, med njimi največ mladim upom in perspektivnim športnikom. Posebna priznanja so prejeli Franc Pinter, Kaja Korošec, smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju, ekipa U15 nogometnega kluba Bistrica, Gorazd Pippenbacher, Bogdan Napret, Tomaž Bergles in društvo kegljačev Skroglov na Vrvici Spodnja Poskava. Prav tako so priznanja podelili športnim delavcem, in sicer Janko Žerjavo, Ivo Šmanjako, Darji Krulc, Vito Martinčičo in Gorazdu Videčniku. V kulturnem programu so nastopili plesni par Vit Steinfelser in Drina Pavlina Dežman, kitarist Nenad Otorepec, Srednja šola Slovenska Bistrica in Slavc Kovačič. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, nadaljevanje pa vas vabimo še k ogledu arhivskega posnetka pogovorne oddaje Vezni člen z Blažem Gregoričem in Matijo Tratnjakom. Pa previdno na cesto, tragični dogodki na primorski avtocesti naj bodo opomin vsem, ki se znajdete v primežu nenadnih dogodkov na cestišču. Pa srečno, kjerkoli že boste.